Zakoni, uredbe in občinski odloki z različnih področij posamezna dejanja določajo kot prekrške in zanje predpisujejo sankcije. O prekrških največkrat odločajo policija, različne inšpekcijske službe, redarstvo in drugi nadzorni organi. V določenih primerih pa ne smejo odločati sami, temveč vložijo predlog za uvedbo postopka na sodišče, ki nato odloči o prekršku. Žana si je pred leti omislila 2 konja, za katera pa ni ustrezno skrbela. Po prijavi sosedov na pristojno inšpekcijo je uradni veterinar pri živalih opravil pregled. Žana je nato po pošti od inšpekcije prejela odločbo, v kateri je bilo odločeno, da mora konja oddati v ustrezno oskrbo, in plačilni nalog za plačilo globe za prekršek, saj ni zagotavljala ustreznih pogojev za rejo konj. Žana se ni strinjala s tem, da se ji konja odvzame, zato je glede tega nadaljevala postopek pred upravnimi organi. Prav tako se ni strinjala s plačilnim nalogom za plačilo globe, zato je na inšpekcijo vložila zahtevo za sodno varstvo. V njej je pojasnila, zakaj se z odločitvijo ne strinja, in priložila dokaze. Inšpekcija je zahtevo za sodno varstvo obravnavala in odločila, da svoje odločbe ne bo spremenila, zato je zahtevo z vso dokumentacijo posredovala na sodišče. Sodišče je Žano seznanilo, da si lahko ogleda spis in sodeluje v postopku. Žana je nato podala zahtevo, da je prisotna pri izvajanju dokazov. Nato je na obravnavi sodišče zaslišalo Žano in veterinarja, ki je opravil ogled živali. Po izvedenem dokaznem postopku lahko sodišče odločbo prekrškovnega organa spremeni ali odpravi, lahko pa zahtevo za sodno varstvo zavrne, kar pomeni, da odločba prekrškovnega organa ostane v veljavi. Ker je sodišče ugotovilo, da Žanina zahteva za sodno varstvo ni utemeljena, jo je zavrnilo in ji naložilo vplačilo še stroške sodnega postopka. Sodišče je spis skupaj s sodbo poslalo nazaj na inšpekcijo, ta pa je sodbo poslala Žani, ki se je odločila, da se na odločitev sodišča ne bo pritožila. Ker Žana za plačilo ni imela dovolj denarja, je na sodišče vložila predlog za nadomestitev globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, ki mu je sodišče ugodilo. Pomembno je, da se predlog vloži pred potekom roka za plačilo, saj se pozneje lahko zaprosi le še za nadomestitev plačila globe, ne pa tudi stroškov postopka. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.